Kot rečeno, se lahko s telefonom opravi praktično vse, kar spada v proces videoprodukcije. Seveda pa ima to tudi svoje omejitve. Za začetek mogoče bo telefon vam povsem zadostoval, ampak če boste malo bolj resno se lotili snemanja in montaže, boste kaj hitro naleteli na to, katere te omejitve so. Takrat za izboljšanje bo pač potrebno tudi nekaj investirati, ampak tudi te stvari so danes postale že precej bolj dostopne, kot so bile nekoč. Pa si poglejmo zdaj par teh stvari, kjer je dobro mogoče, če boste se malo bolj resno lotili, tudi nekaj investirati, da bodo tudi izdelki kvalitetnejši in da bo tudi sporočilo, oznanilo, ki ga želite posredovati, lažje prišlo do ljudi, ki jih nagovarjate. Prva stvar je optika. Kamera na fotoaparatu je precej omejena, majhen senzor in samo en objektiv. To se najbolj pozna, če so svetlobne razmere slabše, ker kaj se takrat zgodi? Fotoaparat oziroma telefon želi, da bi bila slika pravilno osvetljena. Ker ne more tega doseči na drug način, doseže to tako, da pač poveča občutljivost senzorja. S tem, ko poveča občutljivost senzorja, pa slika postane taka zrnasta. Poleg tega pa tudi iz take slike v montaži ne moremo kaj dosti potegniti. Ne moremo, tudi če bomo poskušali doosvetliti ali pa potemniti ali pa karkoli spremeniti, bo precej težje, ker nima tega dinamičnega razpona. Boljši fotoaparati, tisti recimo, ki imajo tudi izmenljive objektive, pa omogočajo še eno drugo stvar. Tam, lahko nastavljamo, koliko svetlobe bo padlo na senzor, tudi s tem, da spreminjamo to, koliko je zaslonka odprta. Na objektivih lahko vidite, je ena črka F, ki označuje to. Nižja kot je ta številka, bolj je zaslonka odprta, več svetlobe pade na senzor in boljša bo slika v slabših svetlobnih pogojih. To pa prinese s sabo še eno stvar, in sicer bolj kot je zaslonka odprta, lažje dosežemo efekt zamegljenega ozadja, kadar to želimo. Tako da, če imate možnost, vam priporočam, da snemate s fotoaparatom, da bo tudi slika kvalitetnejša. Druga stvar, druga omejitev, če snemamo in ustvarjamo videe na telefonu, je enostavnost montaže. Obstaja danes že cel kup enih aplikacij, s katerimi lahko posnetke tudi montiramo na telefonu. Ampak vsi vemo, telefon je majhen, težko je tam točno določiti, kje bi radi razrezali, kaj bi radi, kako. Dosti lažje je, če to delamo na računalnik, kjer imamo večji zaslon, kjer imamo tipkovnico, miško, lažje upravljamo te stvari. Dobro pa se je zavedati, da montaža, ne glede na to, ali jo upravljamo na telefonu ali pa na računalniku, pobere precej virov, ki jih telefon ali pa računalnik ima. Se pravi RAM, procesor, grafika, pa tudi konec koncev prostor za shranjevanje. Tretja stvar so programi. Tako kot obstaja cel kup aplikacij za telefone, obstaja tudi cel kup programov za računalnike, ki jih lahko uporabljamo za montažo videoposnetkov. Od tistih, ki so povsem brezplačni, do tistih, ki so plačljivi že v štartu. In tistih vmes, ki ponujajo določene funkcije brezplačno, druge pa so plačljive. Običajno tisti brezplačni programi pridejo spet z nekimi omejitvami. Ali so to omejitve v funkcionalnosti, se pravi, kaj se da ali pa kaj se ne da. Lahko so to omejitve v tem, koliko dolge posnetke lahko ustvarjamo, lahko so to omejitve v kakšni resoluciji lahko končni izdelek izvozimo, lahko pa nam preprosto dajo vodni žig na končni posnetek, če pač uporabljamo brezplačno verzijo. Mi bomo uporabljali program HitFilm Express, ki je brezplačen, ki ima možnost za doplačilo dodajanja raznih modulov,
ampak za začetek bo tudi brezplačna verzija za nas povsem zadostovala. Četrta stvar, mikrofon. Ljudje bojo dosti lažje odpustili, če slika ne bo popolna, kot če bo zvok slab. Če je zvok slab, nas ljudje ne bojo razumeli in bojo raje šli gledati kaj drugega. Rešitev tukaj je dokaj enostavna. Uporaba zunanjega mikrofona, kot ga recimo tukaj jaz uporabljam. Te mikrofone se da dobiti na internetu že za par evrov. Naredijo pa precej velik efekt, že preprosto zaradi tega, ker je mikrofon toliko bližje ustom, da res pobira glas iz ust in ne vsega glasu in vseh odmevov in hrupa iz okolice. In še zadnja stvar je stojalo oziroma stativ. Stojala so danes tudi dokaj ugodno, se jih da dobiti, že za kakih 20 evrov recimo. Tudi če boste delali z nekimi običajnimi fotoaparati, kamerami ali pa telefoni, ne rabite nekih posebnih stojal, bo že kakršnokoli dovolj dobro, tako da se izognemo temu, da je slika, ki se trese, kar je zelo neprijetno potem za gledalce v večini primerov. Sploh pa, če snemate kakšne dogodke, o tem bomo tudi govorili kasneje, tam pa je v bistvu uporaba stativa obvezna. Če snemate s telefonom, obstajajo tudi posebni nastavki, ki ga date na samo stojalo, na sam stativ in na ta nastavek potem date telefon. Če se zdaj ob koncu te lekcije vrnemo na začetek, k vprašanju iz začetka, ali je lahko ustvarjanje videov res zastonj? Ja, lahko je zastonj. Če pa želimo iti preko teh omejitev, ki jih zastonjska orodja prinašajo, pa to pomeni nekaj finančnega vložka. Ne pa pozabiti, da dobra oprema še ne naredi nujno tudi dobrega izdelka. Lahko imamo mi najboljše kamere, najboljše objektive, najboljše programe in vse, pa bo izdelek še zmeraj zelo povprečen, če pač te opreme ne bomo znali uporabljati. Zato je moje priporočilo, da preden greste kupovati kakršnokoli opremo, začnite s tem, kar imate. Probajte iz tega, kar imate, iztisniti kar največ, potem boste pa že videli, kje boste prišli do omejitev in takrat, glede na omejitve, ki bi jih radi presegli, tudi iščite opremo, ki vam bo pri tem pomagala. Izkušnje pa kažejo tudi to, da je oprema lahko ena velika skušnjava. Zakaj? Pač oprema je zanimiva, saj vemo, kako je s tem, ko imaš nekaj novega, bi rad takoj preizkusil in uporabil povsod in tako naprej. In videl sem že dosti primerov, ko so ljudje kupili kvalitetno opremo, dobro opremo, vedno novo opremo kupovali, delali pa posnetke, ki so bili mogoče sicer tehnično res dovršeni, izpiljeni in tako, ampak povsem brez vsebine. Zakaj? Ker so se preprosto osredotočili na to, kako bodo uporabili neko opremo, samo da jo bojo uporabili, niso pa razmišljali o tem, kaj bi v bistvu s to opremo sploh radi dosegli oziroma kaj je namen njihovega videa. Zato res uporabite to, kar imate, s tem naredite čim več, potem pa boste videli tudi, kdaj bo prišel čas, ko boste rabili boljšo opremo za pripravo boljših, tudi tehnično bolj dovršenih videov. Če rabite kakšen nasvet glede opreme, me lahko kontaktirate na info@projektemavs.com, pa bom z veseljem tudi pomagal s kakšnim nasvetom. Ok, dovolj govorjenja, dovolj teorije, zdaj pa je čas za prvo vajo, ta pa v naslednji.